Ob panelu o prihodnosti mobilnosti v mestu oblikovanja smo danes v gosteh dobili profesora Koželja, lepo pozdravljeni. Kot arhitekt, kako se bo v prihodnosti, zdaj ko je toliko novosti v avtomobilskem svetu, spreminjalo mesto? No, se multimodalnost na nek način v Ljubljani že dobro poznamo. To se bo tako spreminjalo, da se bo koncev, ker je pač toliko različnih možnosti, začel promet prilagajati mestu in ne obratno, kot je bilo pa v pretekli zgodovini. Vi ste zagovornik tega, da je mesto treba vrniti človeku. Avtomobili so ga nekoč kar na nek način ustvarjali. Ne? Bo zdaj s prihodom, avtonomnih vozil, ki bodo sama parkirala, pa odšla ven iz mesta, pa nazaj, to drugače, se nam obetajo boljši časi z manj parkirišči? Ja, upajmo, prav gotovo. Seveda gre za nek sožitje, različnih prometnih sredstev in mestnega življenja, ki je raznovrstno, raznoliko, predvsem pa bogato z različnimi možnostmi. In ta narava mesta in ta narava mobilnosti se mora nekako spojiti v en, kako bi rekel, sistem, ki deluje, ki součinkuje, ki je drugemu prijazen, drugemu na voljo. In danes končno živimo v času, ko tehnologije, predvsem informacijske, komunikacijske, računalniške, tehnologije, ki sodijo v tako imenovano smart city kategorijo ali pametno mesto, nam pravzaprav to omogočajo. Omogočajo to fleksibilnost izbora, da smo svobodni tudi pri izbiru prometa. Vsaka, da ko govorimo o prometu, ne govorimo samo o avtomobilih, ker še vedno tudi v Ljubljani še vedno govorimo o avtomobilih in o problemih, ki jih povzroča in ki ga imamo z njimi. Namreč treba govoriti o mobilnosti blaga in mobilnosti ljudi in potem seveda naenkrat se odpre paleta najrazličnejših možnosti. In ta se skrivajo pravzaprav pod tem pojmom multimodalnosti. Kombiniranje, skratka na kratke razdalje, v tem času, v takem uri dneva, v taki sezoni, je verjetno ta vrsta prometa, to prometno sredstvo najbolj primerno, na drugi razdalji drugo, na tretji tretje. Skratka, gre za, kot rečeno, to sožitje, ki ga mogoče najlažje pojasnimo s pojmom pravzaprav delitve, da bi sodobno mesto bo deljeni prostor, seveda tudi deljeni prometni prostor. Skratka, prostor, ki bo na razpolago vsem, to se pravi, bo na uporabo in souporabo vseh uporabnikov. Tudi seveda različnih prometnih sredstev. Bodo električni avtomobili spet prinesli svež veter, če ne rečem svež zrak v mesto? Ja, jaz se bojim, da bodo povzročali podobne probleme, da seveda en problem bo odpravljen, to bo problem hrupa in problem trdih in drugih delcev, skratka vseh teh, moram reči, strupenih emisij, da pa še bo vedno ostala cela vrsta, to se pravi, rečemo, razlogov, zakaj avtomobili niso prav za mesto, ne glede na to, kakšen imajo pogon. Avtomobili so še zmerom nevarni, pač vsaj na način, kot jih danes upravljamo, avtomobili še vedno jemljajo preveč prostora, še zmerom so premalo uporabni, ampak recimo te nove oblike mobilnosti kot storitve bodo tudi to postopoma seveda odpravili to težavo, ampak vendar vsi upamo in se prizadevamo, da bo avtomobilov čim manj v mestih. In to se ne prizadeva samo Ljubljana in druga evropska mesta, temu so prisiljena pravzaprav vsa mesta na svetu. Kaj pa sama mesta prihodnosti? Nedolgo nazaj je celo Bill Gates oznanil, da bo zgradil sredi puščave svoje mesto. V arabskem svetu nam je tudi že znano, da šejki gradijo svoja mesta z dobrimi povezavami, tudi pripravljenimi na avtonomna vozila. Tu je verjetno stvar lažja kot recimo v mestu, kot je Ljubljana, ki ima neke poti že ustvarjene in jih je težko spremeniti. Seveda je nova mesta lažje na novo urejati, Mi smo pa prisiljeni in pravi tako mesta reciklirati, skratka jih ponovno uporabljati, kajti mi smo se vendar zavezali temu, da najbolj trajnostna stavba je tista, ki je že zgrajena, treba jo samo preurejati za nove funkcije, za nove potrebe in tako je tudi z mesti.
mesto so take, recimo, da so to razširjene stavbe. Skratka, mi v Evropi imamo eno drugačno pravzaprav situacijo, s katero se soočamo. Ne. To je, da je in ta je ta, da imamo mesta že zgrajena. Ne. In da moramo zaustaviti širjenje mestna obrobja in graditi mesta navznoter. Ne. Notranji razvoj je na nek način usoda evropskih mest in tudi naša ključna naloga. In v tem igra seveda mobilnost zelo pomembno, če ne ključno vlogo. Ne. Kako zagotoviti v zgoščenem mestu, ne, na ozkih ulicah, ne, bi rekel, na zgodovinskih trgih, odvijanje vseh teh različnih oblik mobilnosti, različnih oblik prometa. Ne. Zato je to ena drugačna situacija, ne, od recimo mest v arabskem svetu, ne, kjer lahko z veliko denarja, ne, v drugačnih pogojih pravzaprav tudi zelo napredno razmišljajo, ne, in kažejo, kako se da neke tehnologije na nov način povezati med sabo in uporabljati. Ampak ima spet težavo, recimo solarne energije ne morejo uporabljati, ne, ker se zaradi vetrov recimo pesek preveč nabira in so ideje v sončnih elektrarnah enostavno ustavljene in treba se spet zmisliti nekaj novega. Skratka, bistveno je, da se v vseh mestih, ki smo jih obiskal in s katerimi imam dobre povezave, tudi ne vemo, ne, kaj se v njih dogaja, ves čas iščejo nove rešitve za nove probleme, ki jih nekako razvoj prinaša. Ne. Mesta ostaja še vedno torišča inovacij. Ne. Skratka, zakaj? Zato, ker se v mestih tudi najbolj pravzaprav na eni strani pokažejo razvojni problemi in na drugi se najbolj pokažejo razvojne možnosti. Ne.